Lep in prijazen dan vam želim iz Marine v Izoli. Tukaj vidite Marino Izola, ki v bistvu premore preko 700 privezov. In tole je področje, ki prinaša novemu lastniku, ki je to postal pred dobrima 2 letoma, zagotovo neke ustrezne prihodke. No, ta lastnik je slovenski državljan, je to prej kupil od italijanskega državljana, italijanski državljan je prej kupil to od slovenskih lastnikov in tako dalje, in na to so spet začeli to marino uporabljati za potrebe tisti, ki imajo seveda svoje plovila. V tem delu, na eni strani pa vidite hotelski kompleks, tako zvano področje hotelsko imenovano Delfin, in tu je bil nekoč manjši park pred marino, ki pa so ga, ne boste verjeli, nedavno pozidali z tem betonskim spačkom. Ne avtomobilom, ampak v bistvu zgradbo, ki so jo namenili ali pa jo bodo namenili za potrebe uporabnikov marine, in sicer za stranišče kopalice. To je zanimivo. In s tem so seveda uničili ves dolgoročni pogled na marino in tudi na odprto morje. Vprašanje je, če je ta objekt, vrnimo se objektu, ga vidite, ta objekt res potreben in tudi usklajen z OPN-jem, ki ga nedavno občina Izola ni mogla uveljaviti, ker so se domačini uprli in na referendumu zmagali ter preprečili občinskim možem, da bi uveljavili svoje neke poglede takšne ali drugačne. No, morda bodo ti isti akteri, govorimo o nasprotnikih OPN-ja, poprašali tako sedanje nosilce lokalne oblasti in seveda prihodnje, zakaj so spodbudili, da se ta betonski zmazek tukaj zgradi. In sicer okrni področje marine in seveda samega mestnega jedra. Tako je pač v državi, kjer veljajo pravila, jasne biti imeni. In zanimivo je, da v bistvu lastniki tega hotela, ki imajo seveda hotel na oni strani te tako zvane mini povezovalne ceste, niso imeli nikakršne pravice, da bi preprečili izgradnjo tega zmazka tukaj nasproti marine. Čudno, mar ne?